Dober dan, pozdravljeni v delovnem podcastu o politiki. Z vami sva Barbara Že in Suzana Kos, z nama v studiu pa Asta Vrečko, ministrica za kulturo, dosedanja namestnica koordinatorja Levice, ki kandidira tudi za koordinatorico Levice. Najlepša hvala, da ste prišli, glede na to, da mislim, da ste kar zaposleni tako v vladi kot v stranki. No? Ja, najlepša hvala najprej za tole vabilo, ker seveda trenutno smo v vladi najbolj zaposleni z sanacijo po ujmah nedavnih. Tudi na Ministrstvu za kulturo smo aktivno vključeni v ukrepe tako tega interventnega zakona, ki je bil sedaj sprejet na vladi, ker gre za prvo pomoč ljudem in potem bomo aktivno sodelovali tudi pri sanaciji. No, vse o tem bomo rekli nekaj v nadaljevanju, ampak dajmo najprej nekaj reči o dogajanju v vaši stranki. Predstavniki stranke ste se v bistvu izogibali izjavam potem od kongresa naprej, ampak danes imate sestanek, tole delamo v petek, a ne objavljeno bo sicer v nedeljo, tako da bo čez dober teden bo v bistvu znan rezultat glasovanja za novo vodstvo stranke. Ne? In glede na to, da se v bistvu očitno niste uspeli poenotiti, da bi šli z enim kandidatom za koordinatorja stranke, kaj to pomeni? Da so res nesoglasja tako velika v stranki, kot se govori neuradno? V Levici v bistvu smo nastali že tako, ne, iz civilnega gibanja, potem iniciative za demokratični socializem. Tudi smo bili, če se spomnite, prva stranka pravzaprav v parlamentu, ki je poslansko skupino imela sestavljeno iz 3 različnih strank, preden smo se združili v Levico. Ampak zdaj ste prava stranka, vladna stranka, tako da so mogoče te začetne zadeve že mimo. Ampak to niso začetne zadeve. V demokraciji je vedno nujno, da so različni glasovi, tudi znotraj stranke imamo program stranke, ki nas vse združi, za katerim vsi stojimo, so pa kakšni pogledi na stvari lahko različni in to je povsem v skladu z delovanjem naše stranke, ki pravzaprav tudi iz tega izhaja. Tudi na prejšnjih volitvah pravzaprav za namestnika koordinatorja stranke sta kandidirala Miha Kordiš in Violeta Tomić, ko jima ni bila zaupana strani članov in članic ta vloga, so tudi takrat povabili mene, ko sem prvič v bistvu stopila na vodstvo stranke kot namestnica. Tako da v resnici imamo v stranki vedno žive razgovore, iz tega pa je tudi naš cilj in do sedaj se je tako tudi izkazalo, smo vedno prišli bolj poenoteni in še močnejši in tudi ne dvomim, da bo tokrat temu tako. Skratka, brbotanja ni. To normalno dogajanje, ni prepirov, ni slabe volje. V vsakem primeru seveda so živahne debate, ampak to je del strankarske politike, del tega razvoja stranke, del pogovorov v stranki, tako da pravzaprav nič nenavadnega tukaj in naloga vodstva stranke pa je, da te različne poglede poenoti, vzpostavi konsens med različnimi pogledi, se vodi stranko z dialogom in to pa mislim, da je tukaj tudi ključno. Ne gre se za programska nesoglasja, kot rečeno, program stranke je znan, za njim stojimo, ga tudi zelo uspešno uresničujemo v vladi, gre bolj za čisto običajne poglede znotraj stranke tudi na vodenje, tako da tukaj ne vidim nobenih posebnosti ali razlik konec koncev z dogajanjih v drugih strankah. Če stranko prevzamete vi, če boste zmagali na tem svetu oziroma v tej tekmi, se bo sploh kako spremenila, glede na to, da pričakovati je, da boste nadaljevali neko linijo Luke Mesca, ki vam je tudi, mislim, da v mladini izrekel svojo podporo? V stranki imamo zelo jasen program in z vstopom v vlado, ker je pravzaprav smo podpisali še koalicijsko pogodbo, kjer tudi so noter naša temeljna stališča, tisto, kar znotraj naših resorjev in tudi kot celotna vlada si bomo v našem mandatu vlade prizadevali. In tukaj od tega seveda ne odstopamo in ne more prihiti do nekih sprememb. Je pa stranka kot taka, ne, od teh gibanj pred 10 leti do danes prehodila res zelo pomembno in tudi naporno pot. Smo edina stranka danes v državnem zboru, ki ne obstaja že zelo dolgo, ampak je šla ravno preko teh različnih sprememb in je tudi
obstala. In v vsem tem času jo je vodil Luka Mesec, kar je bilo tudi zanj 10 let zelo naporno in kot stranka organizacijsko seveda moramo tudi znotraj vlade iz opozicijske stranke v koalicijsko priti do nekega morda malce drugačnega delovanja. Več je kompromisarstva, no? Mogoče je to grd izraz, ampak lahko vas pa tudi stane na prihodnjih volitvah, a ne? Politična stranka, naše cilj je to, da si prizadevamo za spremembe. Naš cilj je, da se čim več naših programskih točk, ki so dogovorjene znotraj koalicijske pogodbe, tam je bil sprejet kompromis, seveda, to je vlada 3 strank, ne le ene, kajti če bi vsi enako gledali, bi lahko bila tam ena stranka. So med nami tudi pomembne razlike, recimo v odnosu do NATO, vojne, orožja in tako naprej. So pa tudi pomembne točke, ki nas združijo. In vse te točke so zbrane v koalicijski pogodbi. In temu mi sledimo, vse 3 stranke, tudi Levica. Rečem lahko, da v enem letu smo jih že zelo veliko tudi uresničili, ne na naših 3 ministrstvih, ampak kot celota. In seveda kot stranka, ki želi udejanjati program preko vlade, je logično, da ne moremo uresničiti vseh naših programskih točk, ampak tistim, ki smo se jih pa zavezali v koalicijski pogodbi, od tega pa seveda jasno ne odstopamo in naše delo je usmerjeno k temu, da se bo to v čim večji meri tudi uresničilo. Ampak vseeno očitkov tega levega aktivističnega krila je bilo veliko, da preveč odstopate, da sklepate preveč kompromisov in da se tudi pač ne nazadnje v določeni meri pustite, da se krši ta koalicijska pogodba, ki je bila sklenjena, ne? Koalicijska pogodba do sedaj ni bila v nobeni meri kršena. Naša ministrstva delajo v vladi, moram reči, zelo dobro, aktivno, kot tudi celotna vlada. Eden izmed pokazateljev je tudi nedavni interventni zakon za poplave, kjer smo vsi 3 zelo aktivno pristopili k temu. Upoštevani so bili naši predlogi in pa tudi celotne vlade, kjer smo res zelo konstruktivno vsi skupaj, vsi resorji sodelovali, da smo lahko tako hitro prišli do tako pomembnega, reformnega in tudi prelomnega zakona. In naš cilj je, tako kot imamo zapisano v programu, je, da čim več ukrepov usmerjenih v ljudi, zato da se izboljša življenjski položaj ljudi, zmanjšajo socialne razlike, razredne razlike in pa seveda zelo pomemben naš del zelenega programa, kjer si tudi znotraj vlade prizadevamo za zmanjšanje vpliva podnebnih sprememb in pa zelenih politik. Tukaj smo že tako prej, kot 2 mandata kot opozicijska stranka, vedno naslavljali vprašanja minimalne plače, ukinitve dopolnilnega zavarovanja, reforme stanovanjske politike recimo, in sedaj pravzaprav se vidi, da tudi to dolgoletno delo, ki je šlo prek parlamenta, ima rezultate v vladi, kajti te stvari so bile sprejete. Tudi konec koncev, mi smo od začetka govorili o tem, da RTV ne sme biti vodena preko strankarske politike. Levica tudi ni dajala svojih kandidatov za takratni programski svet. Temu smo ostro nasprotovali in v vladi smo v prvem letu sprejeli, zagovarjali na referendumu zakon, ki umika politično vodenje iz RTV. Samo nekaj bi vas vprašala, ker ste pač omenili tudi ta interventni zakon. Oblikovali boste 3 milijardni sklad, SOS sklad. Do zdaj se je govorilo, da naj bi ta sklad upravljala SID banka, včeraj pa je prišla neka informacija, da naj bi bilo to soupravljano. Že veste, kdo naj bi to soupravljal, še to mi je bilo nenavadno. To je v bistvu vprašanje za finančnega ministra, predsednika vlade, kateremu bo tudi odgovarjala ta interventna skupina za sanacijo in finančno ministrstvo, ki se s tem ukvarja. Okay, če se vrnemo nazaj na strankarsko dogajanje, bi bili pripravljeni ponuditi Mihu Kordišu vodenje poslanske skupine v zameno, da vas podpre za koordinatorico stranke? Omenja se, da si namreč ta položaj, da si ga znotraj teh pogajanj, ki ste jih imeli, nekako zaželel.
Mislim, da pozicije katerekoli v politiki ali kakšnem profesionalnem življenju ali v stranki ne morejo biti nek plen, nek delitev dobička enega ali drugega. Tudi vprašanje vodenja stranke, o tem smo odločali na kongresu, o tem se bo odločalo sedaj, ni vezano na vodenje poslanske skupine. Vodja poslanske skupine je Matej Vatovec, mislim, da vodi poslansko skupino izjemno dobro in tudi do sedaj ni bilo izraženo nikoli kakršnega koli pomisleka v to. To odgovor je ne. Ni mesto koordinatorja, koordinatorice stranke, ni tisto, iz katerega lahko kot nek politični plen se ponujajo različne pozicije. Rekli ste, da se v stranki ne dogaja nič posebnega, a ne? Da tudi druge stranke imajo podobne odločitve, ampak recimo pri SD-ju je bilo recimo zadnji primer, da so se odločili, da grejo samo z enim kandidatom, a ne? Tako da ni res čisto tako, da vse stranke grejo z več kandidati za vodstvo. Ker pravite, da se ne dogaja nič posebnega, a ne? Oziroma nič, kar odstopa od normalnega kresanja mnenj v levici, se pravi tudi absolutno zanikate špekulacije, da bi grozilo stranki, da bo šla po poti Desusa, ali pa, ne vem, da bi se del članov oziroma poslancev odločil, tudi to se že piše, a ne, za prestop kakšni drugi stranki? Absolutno nič takega ni in po drugi strani Levica je močna stranka, je vladna stranka, imamo svoje resorje, na katerih udejanjeno naše politike in tudi glede kakršnihkoli drugih možnostih se v stranki ne pogovarjamo in tudi za nas seveda to niso opcije. Mi smo antikapitalistična stranka, ki si prizadeva za sistemske spremembe, za spremembo politik, ki tudi... Ampak kot po vašem potem ta pisanja novinarska, ne, na podlagi neuradnih dogovorov z vašimi predstavniki, da obstaja možnost, da bi kdo pristopil kam? Vedno se pojavljajo različne špekulacije, predvidevam, ampak sama lahko trdim zagotovo, da ni bilo kakšnih pogovorov o tem. Mi smo seveda vsi tudi ustanovitelji stranke. To stranko smo skupaj ustanovili, kot rečeno, iz gibanja po gospodarski krizi, potem vstajništva in to je naša stranka, s katero dihamo, živimo. Tudi sama sem šla skozi različne funkcije. Konec koncev sem profesionalno delam za stranko komaj 1 leto, odkar sem ministrica. Predtem sem bila aktivna bolj v lokalni politiki ob svojem profesionalnem delu in tukaj Levica je tista stranka, ki zagovarja edina pravzaprav resno levo politiko in pa zeleno politiko. Pod črto bi lahko že napovedali torej zdaj, kakšen bo rezultat in kaj, če pravzaprav nobeden od vaju ne bo dobil absolutne večine, ki je potrebna za izvolitev? Kot rečeno tudi 2 leti nazaj, ko se je Miha Kordiš in Violeta Tomić se potegovala za mesto namestnice stranke, potem se v skladu z demokratičnimi pravili volitve ponovijo. Rezultat pa je seveda odvisen od delegatov, od članov sveta, ki bodo glasovali na seji. Si ne upate napovedati rezultata glasovanja? Jaz seveda si upam, da bom prepričana. Predvidevam, da ste se kaj pogovarjali z lokalnimi odbori, z nekom in lobirali za svojo izvolitev? Oziroma se predstavljati in šli, ne? Mi bomo po glasovanju, takrat, ko bo izvedeno, se bo videl rezultat. Jaz seveda si želim, upam in tudi vendarle zato kandidiram, ker mislim, da s svojim delom bi lahko povezala stranko, nekako uskladila te različne poglede in pa tudi Levico peljala na neko novo pot, kateri seveda kot vladna stranka, kot stranka, ki po 10 letih
in tudi v novih družbenih okoliščinah, v katerih smo se znašli, potrebuje. Tako da sam rezultat pa bo znan po glasovanju. Kakšna pa bi bila ta pot? Mislim, v čem bi se razlikovala od zdajšnje? Ne gre se za to, da bi se po čemerkoli programsko razlikovala, ampak recimo seveda vsako obdobje terja tudi nove odgovore na stara ali pa tudi nova vprašanja. Recimo še vedno seveda živimo v kapitalizmu in kot taki si prizadevamo za spremembo produkcijskega sistema, hkrati pa nas je recimo Kakšen sistem, to pravite, še vedno živimo v kapitalizmu? Mi smo antikapitalistična stranka, ki si prizadeva za ekološki in demokratični socializem, za življenje in prihodnost, kjer bi vsi lahko dostojno živeli od svojega dela. Hkrati pa recimo že epidemija je pokazala, kar ni bilo predstavljivo pred nekaj leti, kako v bistvu se spreminjajo načini dela, vprašanja, ki smo jih mi naslavljali že pred tem, od skrajšanega delovnega časa, od pomembnih pogojev za delavce in tako naprej, pa potem tudi danes je vendarle vojna ponovno na evropskih tleh, kar tudi ni bilo potem nesluten razvoj tehnologije, umetne inteligence. Kaj to pomeni za delavske pravice, za celotno družbo, za avtorske pravice in tako naprej. Znotraj vlade mi tudi ta vprašanja nagovarjamo, tako znotraj naših resorjev in pa v stranki. Naša stranka je bila vedno tista, ki je v bistvu poskušala razmišljati naprej, dati neke odgovore, ki niso bili na prvo žogo, ampak tudi daljnovidni, tudi taki, ki pravzaprav prehitevajo mogoče to sedanjo stanje in mislim, da smo se tudi kot družba znašli na tem prelomu. Mi živimo v času ne na robu podnebnega zloma, ampak smo že v njem. In zaradi tega so recimo točno to, kar ponavljamo, govorimo, zelene politike, podnebne politike, trajnostne politike, to je nekaj, s čimer se moramo soočiti in zaradi tega to delamo tako znotraj resornih ministrstv, tudi na Ministrstvu za kulturo. Imamo trajnostno politiko, pri naših investicijah tudi vodimo arhitekturno politiko. Danes recimo smo ravno napovedali 20 rednih zaposlitev baletnih delavcev, ki so večinoma prekarno zaposleni. Na Ministrstvu za delo in pa na solidarni prihodnosti se posvečajo stanovanjskim problemom, delavskim pravicam, socialnim razlikam. In tukaj so tisti izzivi, ki so pred nami, hkrati pa tudi zatečeni problemi, ki so se kopičili in jih nihče ni pravzaprav iz vladne pozicije, torej iz pozicije odločevalca, do sedaj resno naslavljal. Bomo v ministrstvu, v vašem resorju še nekaj rekli. V enem od zadnjih intervjujev ste omenili, ker govorite o vseh teh politikah, ki jih zagovarjate, da ima Levica trdno podporo javnomnenjsko. Jaz sem šla potem, ko sem se pripravljala na ta podcast, pogledat. Ta javnomnenjska podpora zelo niha, od 3,8, tako nekajkrat ste se v zadnjem letu približali 3%, pa recimo prišli do 6%, tako da neke trdne podpore vendarle ni, in tudi ne raste. Mislim, da podpora Levici raste, kar tudi kažejo zadnje ankete. Hkrati pa je trdna podpora našega članstva, simpatizerjev in tistih, ki nas podpirajo pri volitvah, kaže tudi to, da, kot rečeno, ostajamo močen akter v slovenskem političnem prostoru, to se ni spremenilo in tudi naše politike se pravzaprav v najširšem smislu dotikajo slehernika. In iz tega vidika Levica ne more izgubiti podpore, če sledimo našemu programu in politikam, ki jih imamo tudi zapisane. Okay. Če se premaknemo mogoče na evropske volitve, medtem ko se vi ukvarjate, kdo bo vodil stranko, se ostale stranke bolj kot ne ukvarjajo že s kandidatnimi listami za evropske volitve. Ste to temo že odprli? Bi lahko bil kandidat, ne vem, zdajšnji koordinator Luka Mesec? Ga zanima ta funkcija? Oziroma, ne vem,
se bi mogoče odločali za sodelovanje s katero drugo stranko, piratsko stranko, z njimi že sodelujete? O kandidatnih listah za evropske volitve bo odločal novi svet v začetku tega mandata, tako da to je zdaj tudi ena izmed prioritetnih nalog novih organov stranke, da se sestavi kandidatna lista, tako da tudi težko rečem karkoli o morebitnih sodelovanjih. Je pa Levica tista, ki je tudi že v preteklosti znala povezati različne stranke za kandidatne liste in tudi z njimi uspešno kandidirala. Se pravi, to je opcija, da bi šli z drugimi strankami na evropske volitve? O tem nismo še razpravljali o organih stranke, to, kot rečeno, je naloga sedaj organov stranke, ampak smo pa mi ravno tista stranka v Sloveniji, ki je to že večkrat počela, tako da in je tudi pomembno, da se pokažemo kot tisti akter na levem političnem prostoru, ki povezuje, zna povezovati, in to tudi pravzaprav imamo s tem izkušnje in to znamo. A ste se mogoče o dogajanju v stranki oziroma o morebitnem novem vodstvu pogovarjali z gospodom premierjem, ker Luka Mesec je zdaj podpredsednik stranke, bo to tudi ostal? Midva se z predsednikom vlade o tem nisva pogovarjala. Kaj pa z Lukom Mesecem? Z Lukom Mesecem, če sem se jaz pogovarjala? Ja. O tej funkciji. Podpredsednika vlade. Ja, ker v nekaterih drugih vladah so podpredsedniki, ki niso bili več predsedniki stranke, ostali podpredsedniki vlade. Jaz mislim, da Luka Mesec opravlja odlično vlogo podpredsednika vlade, tako da si v vsakem primeru želim, da bi to tudi nadaljeval. Okay. Se premaknemo zdaj k ministrstvu? Najbolje. In mogoče proračunov, ki se zdi v teh dneh največja težava oziroma glavobol celotne vlade, ki najti dodatna sredstva. Po katastrofalni ujmi bodo nekateri resorji morali spremeniti svoje prioritete, to je že napovedal finančni minister Klemen Boštjančič. Ponavadi je kultura tista, kjer se ponavadi reže. Bo tudi tokrat tako? Ja, Ministrstvo za kulturo je že lani, pa tudi v tem rebalansu pravzaprav ohranil in pridobil finančna sredstva v proračunu. Tudi limiti, ki so bili postavljeni, so od začetnih smo se dogovorili potem za višje in za enkrat Ministrstvo za kulturo tukaj ne bo izgubilo sredstev, kajti konec koncev sredstva Ministrstva za kulturo seveda bodo namenjena tudi sanaciji poplav od interventnega zakona, kjer dajemo solidarno pomoč kulturnim delavcem in delavkam, samostojnim novinarjem, pomoč filmu, temeljni dohodek, pa tudi do vendarle sanacije kulturne dediščine. Ja, to smo hoteli vprašati. Imate že kakšne ocene, koliko objektov je bilo poškodovanih? Verjetno same vrednostne cene ni, ne? Ne, v bistvu sodelavci ministrstva in pa predvsem Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v bistvu že od prvega tedna naprej na terenu, karkoli je dostopno. Trenutno je nekako 80% stvari popisanih in bilo obiskanih. Nekatera žal so še vedno nedostopna, se ne da do njih priti. Popisuje se škoda, ki je absolutno zelo, zelo velika in se bo pa resnično stanje pravzaprav na kulturni dediščini pokazalo šele lahko po prvi zimi, ko bo to vse tiste razpoke in kemični procesi, ki se dogajajo v starih stavbah, pokazali svojo moč. Ocena bo absolutno zelo visoka, že recimo na Škofjeloškem arhivu je bilo samo za 400,000 škode to je stavba, ki ni spominsko zaščitena, gre za prostore, kjer delajo sodelavci arhiva in jih je treba urgentno sanirati, kajti gre za gradivo, gre za pisarne in brez tega ne more normalno funkcionirati. Potem pa bo se vršila sanacija kulturnih spomenikov.
Tudi za ljudi je na terenu bilo nam povedano, seveda je treba, da prvo je sobivališča, ljudje, zdravje in da se vse to javna infrastruktura uredi, ampak hkrati pa je vidno, da tudi kulturna dediščina ali pa kulturna infrastruktura v kraju je zelo pomemben del tudi za nekako psihično stanje v kraju. Če nimaš kulturnega doma, kamor bi lahko šel na predstavo in si bil vajen in da so tam kulturne prireditve, prostori za druženje, delovanja društev in tako naprej, tudi ne bo povrnjeno normalno stanje, kajti tudi to je del življenja vsakdanjega v vseh teh krajih in zaradi tega tukaj tudi zelo proaktivno pristopamo, da bi lahko omogočili čimprejšnjo vrnitev. Jasno pa je, da to ne more biti prva prioriteta, ampak potem kmalu pa seveda tudi v dialogu, karkoli bodo potrebovali, se bo izrazilo, bomo pa tu prišli nasproti. Ste se pogovarjali v vladi ali pa v stranki, v kolikšni meri bi lahko bil ogrožen eden vaših glavnih programskih ciljev, to pa je gradnja novih stanovanj? Ker bo verjetno veliko denarja namenjenega nadomestni gradnji sanacije škode, vprašanje, koliko bo ostalo še sredstev za to. Na vladi je bil potrjen izhodišča za proračun, kjer stanovanja ostajajo ena izmed ključnih prioritet te vlade in pa tudi finančni vložek za naslednje leto, glede tega je v proračunu. Res pa je, da to, kar je bilo tudi prej omenjeno, da se bo potrebno prilagoditi znotraj tega, pa je seveda tudi razmislek o umeščanju v prostor, razmislek o tem, o trajnostni gradnji, o nekih urbanističnih zasnovah, tudi pri nadomestnih gradnjah, kjer bodo različna ministrstva sodelovala. In to je tudi ta razmislek, pravzaprav, ki bo nas vse ob tej neprestavljivi katastrofi vodil pri načrtovanju politik vnaprej. Eno je finančni vložek, drugo pa je tudi sprememba politik, ki more iti eno z drugim, kajti takšna nepredstavljiva katastrofa nismo mogoče znali ne predstavljati, ne predvideti in zaradi tega pred nami, kot rečeno, v času podnebnega zloma in to, kar se napoveduje za naprej, pa moramo bolj sonaravno graditi in pa tudi imeti v mislih ideje skladnostnega razvoja celotnih regij. Sami ste že omenili, da se je vaš resor doslej zelo veliko ukvarjal z RTV Slovenija, kjer je zdaj nastopilo po uveljavitvi novele zakona o RTV nova uprava, dogajajo se prve kadrovske menjave. Tudi razveselili ste se jih na Twitterju osebno, ne? To se meni zdelo recimo dosti nenavadno za ministrico, ampak okej. Razveselila? Menjave, dogodkov, ki so se zgodili, recimo včeraj. Mislim, da sem delila članek brez komentarja. Dobro, ampak hodila sem se navezati na finančno stanje RTV. Veliko je govora o tem, zaenkrat javno sicer še uprava ni razkrila, kakšno je pravzaprav stanje, ampak nekako so že tudi v svojih predstavitvah pravzaprav vsi člani napovedali, da zagotovo bo potrebna tudi nekakšen vložek države, ustanoviteljice. Kaj bo tukaj naredilo ministrstvo? Je pričakovati, da jih boste v teh finančnih prizadevanjih dodatno podprli, boste odprli, zakon o RTV Slovenija znova? Mislim, kot vemo, je v bistvu tudi ta zakon precej zastarel, ne glede na to, da ste ga pravzaprav novelirali. Mi smo že takrat, ko smo sprejeli zakon julija lansko leto in potem v vseh predstavitvah in ga obranili na referendumu, poudarjali, da zakon ne prinaša dviga RTV prispevka, kajti to je bil tudi eden izmed glavnih očitkov nasprotne strani. Tako da tukaj trenutno ne razmišljamo o dvigu RTV prispevka, seveda pa novo vodstvo je pravkar nastopilo
nastopilo z mandatom. Vodstvo je tisto, ki more oceniti, kakšno je stanje v sami hiši in tudi finančno, pregledati, narediti revizije za nazaj in tako naprej. In potem bo verjetno tudi nas s tem seznanilo. In na podlagi tega pa bomo lahko ocenili, kakšne so koraki za naprej. Trenutno, kot rečeno, ne bo dviga RTV prispevka, kajti vodstvo mora najprej začeti uprava z delom. A bi pričakovali, da bo mogoče novo vodstvo izpeljalo kakšno reorganizacijo, kakšno racionalizacijo, recimo tudi števila zaposlenih, ker se bo mogel tudi nacionalni medij mogoče pač prilagoditi kruti realnosti, to pa je, da je recimo oglaševalski kolač vse manjši in tako naprej, ali vas to ne bo zanimalo? Kot ministrica in pa za kulturo in pa naše ministrstvo in vlada se seveda ne moremo, ne želimo in vtikati v samo vodenje in upravljanje RTV Slovenija. To je bila konec koncev tudi ključna stvar, zaradi česa smo šli v spremembo zakona. Tisto, kar je bil problem, je, da so se politične stranke absolutno preveč vtikale, tudi če posredno v to, in kar smo naredili, je umaknili strankarsko politiko iz vodenja in upravljanja RTV Slovenija, zatem tudi stojimo, tako da... Jaz ne govorim o strankah, zdaj sem vprašala, ali je mogoče, ker za javno upravo ali pa javne ustanove velja, da so manj podvržene pač zahtevam trga, ki zahteva racionalizacijo, ne? In recimo mediji, ki so v zasebni lasti, se zelo dobro zavedajo, tudi vsi zaposleni v njih, recimo, če zdaj omenim Pop TV, tam se kar naprej nekaj dogaja na tem področju, medtem ko na nacionalki pač tega ni, ne? Vsekakor res to težko komentiram, konec koncev tudi ne morem, in zaradi tega to, kar bo, je v rokah novega vodstva, uprave RTV Slovenije. Lahko jim želim najboljše in preudarno delo. Ne dvomim, da ga bodo skupaj z vsemi organi tudi dobro izpeljali. Kakšne podrobnosti, v kakšne reorganizacije bodo ali ne bodo šli, pa je seveda njihova stvar kot avtonomnega in neodvisnega medija. Se to vas sprašujem, zato ker me zanima, ali je pogoj za razvišanje naročnine tudi, da znotraj sebe zavod kaj stori na tem področju prihrankov. Mi z vodstvom še nismo se usedli, tukaj je najprej, kot rečeno, njihova naloga, da in delo, da ga opravijo in pregledajo poslovanje, to pač kar... Potem pa, če se bo izkazalo, če bodo tudi na ministrstvo naslovili kakšne zahteve, pa bomo videli, kako bo to naprej. Dobro, nekdanji vodstvo RTV Slovenija ukinilo kar nekaj paradnih oddaj, med drugim tudi Studio City, pa politično Stanjo Gobac. Kot gledalka, kaj sami pogrešate? Bi si jih želela nazaj? Ni moja pristojnost, da govorim kot gledalka na tej točki. Jaz mislim, da ima in je imela v preteklosti RTV Slovenija res zelo dober, kvaliteten program, tako informativni, kot pa tisti, ki dokumentarni, kulturni in tako naprej. Kar se pa programa tiče, pa je seveda na vodstvu in pa urednikih, da ga oblikujejo in ne na politiki. Vprašanje drugače, ali ste tudi vi med tistimi gledalci, ki je gledal manj zadnje 2 leti RTV? Kar nekaj takšnih nas je bilo, no? Jaz spremljam nacionalno televizijo redno in predvsem tudi njen kulturni program in pa zadnje čase tudi zelo veliko otroškega. Mogoče, če zaključimo še zadnjo temo, in sicer novela zakona o javni rabi slovenščine. Konec prejšnjega meseca se je zaključila javna razprava. Pričakujete, da bo ta novela, veliko je bilo polemike okoli tega, da bo prinesla slovenščino na vmesnike, na platforme, kot je Netflix? Zakon o javni rabi slovenščine ureja predvsem tiste dele, ki so vezane na slovenščino na napravah.
kajti temu je vezana tudi slovenska zakonodaja, ki jo ureja, medtem ko pri spletnih ponudnikih, pretočnih platformah, pa je v bistvu EU zakonodaja tista, ki to ureja. In jaz pričakujem, da bo zakon o javni rabi slovenščine, ki je bil tudi eden izmed teh skupka zakonodaje Ministrstva za kulturo, v katere sodi RTV zakonodaja, medijska in tako naprej, star več kot 20 let in ni sploh doživel nobene amandmiranja v tem času, recimo sploh ne uporablja besede internet, družbeno omrežje in tako naprej, in to je že se vidi, da je tudi jo povozila razvoj tehnologije, tako da tukaj absolutno pričakujem napredek, zato smo tudi se nenazadnje sestali z recimo Applom, kateri operacijski sistem ne uporablja slovenščine, in pa tudi druge izboljšave. Kar se pa tiče pretočnih platform, pa absolutno mi tudi izvajamo, si želimo, javno to naznanjamo, ampak tukaj je EU zakonodaja tista, ki ureja preko te tako imenovane države izvora, torej kjer je registriran, tisto jezik morajo uporabljati, vse ostalo pa je stvar politike, poslovne politike, pač podjetja. Mi kot majhen trg z majhnim jezikom pogosto nismo... Poslovne politike ne zaznajo. Nas ne zaznajo, ampak po drugi strani pa zelo veliko teh spletnih pretočnih vsebin pa ima že slovenske podnapise, in tudi recimo z to, kar se vidi, kar smo zdaj zelo fokusirani na nastop Slovenije kot častne goste v Frankfurtu, kjer je bila lani Španija, eden izmed 3 največjih jezikovnih skupin na svetu, so se oni posvetili vprašanju majhnih jezikov, da imajo 4 nacionalne jezike in tako naprej. Tudi vprašanje majhnih jezikov je zelo pomembno, zato se tudi povezujemo na ministrstvu z drugimi manjšimi državami, ki imajo podobne težave. Je pa tudi dejstvo, česar se zavedamo, in to tudi poskušamo izboljšati preko reforme audiovizualnega sektorja, da je to povezano tudi s tem, koliko lahko produkcije država zagotovi, recimo filmske produkcije v tem primeru. Tako da tukaj je vse nekako povezano. V Sloveniji je to vsaj zadnjih 20 let bilo res nekako na stranskem tiru, se ni toliko vlagalo, razmišljeno celostno, dolgoročno, in mi po naših najboljših močeh to želimo povezati, zvezati, in tudi, da nam bi uspelo konec koncev postaviti se na to pomembno mesto, kjer je samoumevno, da je slovenščina eden izmed tistih jezikov, ki se bodo naslavljali. Mi vsi vemo, da je to uradni jezik Evropske unije in da tukaj ne more biti komercialni interes tisti, ki prevlada nad ohranjanjem jezika in nacionalnim interesom. Dobro, mogoče, če zaključimo, oziroma še zadnje vprašanje, kdaj bo ta zakon na vladi, oziroma pričakujete, da bo pravzaprav vsa ta vaša prizadevanja, ki ste jih do zdaj omenjali, ujma zamaknila pravzaprav in ukvarjanje s posledicami? Ne, zakon o javni rabi slovenščine bo v tem mesecu na vladi in potem bo šel skozi parlamentarno proceduro. Tudi reforme ostale zakonodaje na Ministrstvu za kulturo tečejo nemoteno. Dobro, najlepša hvala za pogovor in se vidimo prihodnji teden. Hvala lepa.